Včeraj smo Slovenci dobili novega starega predsednika države. Volivci so včeraj v drugem krogu 6 predsedniških volitev samostojne Slovenije Boruta Pahorja že drugič zapovrstjo izvolili na to funkcijo. Po delnih izidih glasovanja, v katere niso vključene glasovnice, ki so prispele po pošti, je za aktualnega predsednika Boruta Pahorja glasovalo 373.877 oziroma dobrih 52% volivcev, za kamniškega župana Marjana Šarca pa 332.366 oziroma dobrih 47% volivcev. Na volišča je skupno prišlo le nekaj več kot 41% volilnih upravičencev, kar je najnižja volilna udeležba doslej. Kljub temu Borut Pahor Slovenijo vidi kot stabilno in ugledno državo. Spadamo med tiste redke države, in to so stabilne, ugledne države, ki so ponovno zaupale mandat, recimo na Nizozemskem ali pred kratkim v Nemčiji. Tudi to štejem kot sporočilo, ki ga moram dobro razumeti, da ste razumeli, da s svojimi izkušnjami in ugledom v mednarodni skupnosti ne smemo ne jaz, ne vi zaspati, ampak ga graditi skupaj naprej. Podporniki predsednikovega protikandidata Marjana Šarca, ki je v prvem krogu presenetljivo premagal vse kandidate parlamentarnih strank, menijo, da Šarec kljub porazu še ni rekel zadnje besede, saj lista Marjana Šarca na slovenskem političnem prostoru predstavlja tako želeno svežino. Ustvarjanje liste bi lahko nakazovalo na njegove odkrite ambicije na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Sam je namreč prepričan, da bi kot predsednik države pokazal veliko več angažiranosti kot dosedanji, četudi mu to ne bi prinašalo mirnega mandata. Morda je prav njegova odločnost dobra popotnica za volitve prihodnjo pomlad, ko se bomo volivci odločali o ustavno pomembnejših funkcijah, kot je predsedniška. Mislim, da smo v zadnjih 3 tednih pokazali v kampanji tisto, kaj želimo poudarjati, kaj želim tudi sam kot predsednik republike. Želim biti odločen, želim biti zelo aktiven pri aktualnih družbeno-političnih vprašanjih. Nikakor ne mislim samo stati in gledati samo zaradi ljubega miru, ampak bo moj cilj, da zagotovimo državljankam in državljanom občutek, da politika gleda na njih, da ji ni vseeno. Najnižjo volilno udeležbo beleži Piran, ki je v luči nenehnih incidentov v Piranskem zalivu s to gesto najverjetneje izrazil nezadovoljstvo nad nezadovoljivim ukrepanjem državne politike in vladavine prava. Kot celotna volilna enota pa z dobrimi 37% najnižjo volilno udeležbo beleži Maribor, kar lahko razumemo kot zaušnico centralizaciji državne politike.